Ljudje in ljudine, poslušate 242. epizodo 8. sezone in prvo epizodo v letu 2026 podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, iz omare butnemo, da obvladamo demogorgone, tako kot je prav. Mito Gegić, servus. Igor Harp. Yo. In Aljoša Harlamov, tokrat sicer znova brez gosta oziroma gostje, tudi nič manj gostoleči. Mito, Igor, kako gre vajinim novoletnim zaobljubam? I barely knew her. Ja. Igor se pa zelo drži. Ja, vseh 6, 7, 8. Vzravnano. Nisem dal nekih zaobljub, jaz sem pač paniko furam letos in to mislim, da mi bo šlo. Svet pomaga. Zaobljube, to je tako so 25. To je tudi res. Današnja epizoda je posvečena drugemu in tretjemu paketu pete in zadnje sezone serije Stranger Things, ki si ga lahko od 25. decembra oziroma 1. januarja pri nas, mislim, da je bilo pri nas 1. ne za Silvestro, tako, ja. Pogledate na Netflixu. Opozoriti velja, epizoda bo vsebovala razhode, cuzanje debelih in kvartnike. In zdaj nekaj melanholične glasbe. A tak si prevedel, suck my fat one, kada bi bil res ta stavk sezone. To gre v ti. Ok, Stranger Things, skratka 5., 6. in 7. epizoda se šle 25. decembra, zadnja epizoda pa skratka v Ameriki 31. pri nas 1. januarja. Prejšnji paket smo obdelali v 239. epizodi, če ste slučajno spregledali, niste videli, niste opazili, pejte poslušati tisto za nazaj, ker se skratka prvih epizod ne bomo toliko dotikali, prvih 4. Zato, ker vekna, ko ugrabi otroke, se že jih dovolj dotakne. Zato se zgodi samo v dimenziji X. Tam, kar se zgodi v dimenziji X, ostane v dimenziji X. Skratka, tam smo tudi povedali vse o seriji, vse to zadje, skratka, poslušate, če hočete kaj o tem vedeti, tako da gremo zdaj le kar na obnovo zadnjih, se pravi 4 delov 5. sezone. Igor, ti si na vrsti. Torej, nekaj minut po celem tistem razčefuku konca 4. epizode uspejo naši junaki pobegniti skozi tunele pod bazo in nihče jim ne sledi. Iz zagodbovnih razlogov jim to kapne narediti šele v zadnji epizodi. Medtem pa Holly in Max poskušata pobegniti, ostali otroci se puntajo, Henderson ugotovi, da je center zidu v laboratoriju in sklepajo, da je tam neko stikalo, ki bi ga izklopili. Ampak odkrijejo, da gre pravzaprav za tako imenovano čudno snov, ki je ful videti podobna oni zadevi v Star Treku 2009, tisti Red Matter, whatever je bilo. Not really, ampak ok. Ja. In ta zadeva drži odprt prehod v drugo dimenzijo nad glavo dol, namreč ni druga dimenzija, ampak tunel do druge dimenzije, ker se nahaja vekna in njegov plan je združiti obe in povoziti naš svet ali something. Nancy valjda streli v to čudno snov in povzroči razčefuk in odvrže BMW-ja v meddimenzionalni prostor. Smo vsi vedeli, da BMW so za ta najboljše vozilo, ker ne rabiš žmigovcev. Potem Nancy zato dobi nadzor nad vsem orožjem in postane komandos. Will se ujame veknin Max pobegne, Holly skoraj, njena mama s sušilcem pobije dermagorgonske pesjanarje in še par zadev se zgodi, končni spopad, vse gre skoraj po planu, Winona se vekni vmaščuje, kot tako se je hotela Beetlejuiceu in potem je 45 minut poslavljanja, ker je Dufferjevema očitno bila cool Return of the King. Komu ni? No, ampak mislim, najprej sta ful poudarjala ta Stephen King scene, ne? Potem pa sta še poudarjala, ampak midva sva tudi influenced by Lord of the Rings. Ne?
še en končni not Kingu, ki mi je bil zelo všeč, to moram reči pa na koncu, da Mike postane pisatelj, to je bilo najbolj kingovska stvar ever. Prej, ko si omenil tega Benfla v uni dimenziji, to si me spomnil na očetovski vic. Veš, kako pobegneš helikopter v puščavi, ne? Povej. Žmigal zdaš levo, ti greš pa desno. Wow. Res se staramo. Ja. In naše šale tudi. Skratka, dajmo iti po vrsti. Najprej dajmo skratka naši vtisi glede teh 4 delov, skratka samo začnimo s tem, kako so vam bili všeč zdaj tile 4 deli. Tle lahko malo primerjata s prvimi 4 deli, ker je to zdaj res pol. Mito? Ja, meni je dobra nadgradnja tega, kar smo videli v prvi polovici sezone, pa pričakovano je bilo, da bo se precej tako razpletlo akcijsko, mislim, ne narativno, no? V smislu, kakšni žanri so bili uporabljeni, kako bojo se določeni liki odzvali, koliko akcije bo bilo peljane, tudi nekako tale loter konc sem predvidel, ker mislim, da da za takšno franšizo zaključek mora biti na nek takšen način narejen, oziroma so dobri primeri, po katerih se lahko zgleduješ ravno iz tega, da ni glih soprano konc ali pa kaj tasga. Tako da v bistvu, ja, jaz zelo visoko ocenjujem zaključek na večjih ravneh, no, tako vizualno, igralsko, narativno, strukturno. Zgrešil sem par napovedi, bistveno manj smrti, kot sem pričakoval, čeprav potem na koncu, ko pogledaš celo zadevo, je logično, zakaj je bilo to tako narejeno, pa tematsko, konceptualno so mi bile ene ideološke zadeve dobro zaključene, o katerih lahko kaj več, tako da splošno mislim, da dal 4 od 5, bi rekel, ajde, to je moj vtis. Ok, Igor? Meni se to zdi super zaključek vsega, kar je bilo. Moram reči, da mi je vseeno malo predolgo trajalo tisto, ko se oni na strehi poslavljajo, kaj bo zdaj šli v New York in what not. To, da oni igrajo D&D, je bilo super, pa oni govor Hendersonov na podelitvi spričevali. Tudi to mislim, da bi si lahko naši maturanti vzeli za zgled. Ela, če to poslušaš, me malo mlade, ne? Ampak ne, mislim, da pač v osnovi je v redu, da razložiš sistemu, kam naj gre. Vedno. Tako da to se mi je dopadlo, tudi pač kar se akcije tiče in vsega tega, se mi je zdelo, da bo šlo vse v redu skozi. No? Tudi tam, ko je namigovalo, da bodo določeni liki umrli, recimo Nancy pa, kako mu je ime, Zombie Boy. Will je... Ne, to je brat njegov, no. No, kakorkoli. Zgleda, ko zombi ni dejansko. Viš, zato me zmede. Jonathan, ja. No, tam je bilo tako, da bi ona dva mogla umreti in pol, ne, tisto bomo v cheesy, ampak mislim, da si lahko prvoščijo malo cheesy. Meni je bilo pa pitch perfect. Tako da, ja, to mi je bilo cool. In mislim, da pač dejansko si ne znam predstavljati, da bi bilo lahko bolj, mislim, razen malo krajše, ampak po ne vem koliko, 45 ur je vse skupaj, po 45 urah, če bi rezali zdaj tu 10 minut na koncu, would it matter. Ja. Me pa zelo moti, da ni Barb prišla nazaj, to sem jaz cel tajt napovedoval, da bo ona prišla in rešila sceno. Mogoče spin-off. Ja. Tudi o spin-offih bomo še govorili. Ja, jaz tudi moram reči, da meni je bil ta paket tudi dosti boljši od prejšnjega. Se mi zdi, da pri prvih 4 epizodah se je zdaj mogoče, če gledaš kot celotno sezono, čisto ok, so speljali to, ampak ja, tisto prepucavanje med liki se je zdelo malo nepotrebno. Je pa res, da je to omogočilo pač v tem drugem paketu, da so razrešili neke stvari in da so vsake toliko časa tudi malo ustavili tempo in pač pustili, da je gledalci tudi malo spočil, pa da smo v končni fazi še malo dobili teh likov, ker pozneje, ko se bomo o tem pogovarjali, mislim, da je to serija, ki res temelji na likih in so liki tisti, kar je najbolj važna reč tukaj. Tako da ja, tudi jaz moram reči, da meni je bil konec všeč in se pa strinjam z Igorjem, da je bil tudi meni malo predolg, tisto na strehi.
Ne vem, če sem razumel, kaj smo se tam zmenili, pa če je tisto bilo res da nujno. Da bojo film začeli snemati in pol bomo najbrž lahko imeli spin-off ta film, ki ga oni snemajo. Mislim, da je bil marsikateri prizor tukaj namenjen temu, da požene nek spin-off. Se pravi, o tem bomo še govorili. Okay. Zdaj pa mogoče še, preden gremo na posameznosti teh zadnjih... Je pa ena stvar, ki me je motila in to je bilo že v prejšnjem delu. Oni kar pobijajo te vojake. Se razumem, da se odločiš, da vojaki so na napačni strani, ampak to je kar indiscriminate killing in ne vidim, ne zdi se mi cool. Mislim, enih par jih pokaže, da so zlobni, ampak oni pa pobijajo vsakega, ki pride mimo. No. Ja, lej, pač. Ja. Jaz nimam tudi nadaljevanja. Jaz trenutno nimam nobenega problema s tem, da se ameriške vojake malo pobijajo. Ja, točno to, sorry, moja empatija se mora zaključiti. Še bolj bi bilo, če bili ICE agenti. Vsakako. Sam šamar. Okay. Hotel sem se vam to še reči. Kako pa vam je zdaj smo dobili zaključek, se pravi, cele sezone, kako pa vam je cela serija zdaj? Zdaj, ko smo pogledali znotraj tega, ne? Ker zdaj smo se pogovarjali o sezoni, jaz mislim, da je bila sezona mogoče boljša od prejšnja, zdaj jaz res ne spomnim, ampak mislim, da mi prejšnja ali ena mi ni bila tako všeč, no, ampak mislim, da je to bila prejšnja, no? Da se mi je zdela mogoče tu pa tam kakšna reč odveč. Prejšnja je bila tista, ki je bila razdeljena med Rusijo in Kalifornijo. Tako, mislim, da je tisto bilo ta ruski del čist nepotreben, po mojem. Mal predolg je bil, ampak mislim, da je bilo smiselno, tako ko se je zaključilo, niso mogli ga skrajšati. Ja, pa malo je bilo tako, šli so iz zapora, pa spet nazaj v zapor, pa te fore. Pa tam so potamanili ful teh demogorgonov, ki jih je bilo zdaj v tej sezoni spet toliko težko ubiti. Tam jih je pa Pa v Rusiji je ful več demogorgonov. Imaš prav, pa tam je lažje jih pobijati, ker pač ruska klima. Kako vam je zdaj kot serija, kot taka, se pravi kot celota, zdaj smo pa res videli vse in zaenkrat je to pač to, ne? Če odštejemo od vode, kako vam je serija? V bistvu imam kar izziv odgovoriti na tole, ker dejstvo je, da to zdaj 10 let od ogleda prvotne sezone in priznam, jaz nisem šel nazaj gledati vsega, tako da lahko zgolj vtis zgradim na tem, kaj mi je znano ali pa kaj sem lahko prebral zase ali pa se spomnim. No, tako da za dejansko oceno jaz mislim, da bi mogel vse v enem švunku 45 ur pa si. Ja, dobro, I did it many times with track, tako da ne bi bilo nemogoče. Ne? Mogoče zdaj, ko so track umaknili z Netflixa, bo to ne blažje. Kaj še v tajmu, če gre? Ja, ne vse. Pridemo do tega. Meni se zdi, da v bistvu dejansko progresija narativa pa strukture bila zelo naravna, kljub temu, da verjamem, da ni bilo zacahnano do amena tale konc, da to nista vedela, kako se bo končalo, ker bi marsikaj bi lahko bilo prednastavljeno že v prejšnjih sezonah, pa ni bilo, ker tudi tale, torej zdaj Mind Flayer, ki je v 3. sezoni umrtla, je še vedno nek player, to bi lahko bilo nastavljeno. Ena par teh zadev bi bilo lahko bistveno boljše narejenih. Če pa mi zdaj umanjka kao tare dosled, pa imam vrzeli v spominu, pa v bistvu 4. pa 5. zelo dobro delujeta. Kljub temu, da 5. lahko malo očitam, da začne že parazitirati na lastno nostalgijo. Čar te franšize, zdaj že skoraj da serije, je, da ima nek nostalgični naboj. Zato smo mislim, da tudi večina folka se zapopadla na to 80. otroštvo, D&D, ni da ni. To je bil eno čaro tega. No? In mislim, da tukaj že malo začne parazitirati na to, tako da to se mi zdi, da se ravno pravi čas poslovilo, kar štejem v velik plus. Da pa bi končno ocenil, da pa bi res mogel še enkrat se pogledati. Ja, okay. Igor? Ja, jaz sem malo od začetka gledal z hčerko, ki je zdaj dovolj stara, ampak nismo, ne vem, kako dalje prišli smo še pri prvi sezoni in menim, da je ton zelo vredo drži, je pa ta razlika, ki sem jo že prejšnjič omenil, da prve epizode delujejo kot grozljivka in so scary, tu pa potem ni več nič scary, tu pa je akcija, z elementi groze. Podobno pač, kot če bi rekel Terminator 1 pa Terminator 2. Terminator 1 ima tisti pač grozljiv element, je primer pač slasherja, medtem ko pri Terminatorju 2, ki še vedno pač imaš v te tisočki slasherja, ampak je akcijski film. Ali pa End of Days, mogoče?
je žanrsko. Ja, ki tudi ni nič grozljivega, pa ga lahko primerjamo z Stigmato, ki je isto leto pač vam prišla in smo ga primerjali že. Ja. No, kakorkoli, tako da mislim pa, da drugače pač ta prehod na ravn, no, za ta žanr, da ne moreš zadeve držati, da je grozljiva tako dolgo in menim, da so v redu izvedli ta prehod in da je super. In to, kar je Mito rekel z nostalgijo na samega sebe po 10 letih, je to dosti normalno. Ja. Tu mislim, da ne bi smelo biti nenavadno, ker če pogledaš, celotna trilogija Star Wars, ta prva, je prišla ven v krajšem času kot ta serija zdaj. Res mislim, da se je pravi čas poslovila, ne? Ker naprimer Picard sezona 3, ki jo eni tako čistlajo, je meni tle totalno failala v tem smislu, ne? Da se ta nostalgija že tako izvotli, da postane res prazno že vse skupaj. Tuk pa ni, in tu je meni okej. Ja, se strinjam z vama. Jaz mislim, da je tukaj, definitivno je zdaj za razmisliti, zdaj ko pogledamo nazaj, kaj ima ta serija, da je bila tak globalen hit, ne? Vemo, da pač Netflix ima zdaj velike težave, razen da pač Dufferjeva obljubljata kup nekih spin-offov, čemer smo že milijonkrat zdaj omenili, da pač Netflix nima trenutno nekega hita, ki bi lahko ponovil uspeh Stranger Things, recimo druga sezona Lignjevih iger je šla čist mimo, v resnici tudi jaz moram priznati, da je nisem gledal, ne druge, ne tretje še, zaenkrat. Jaz sem prvi del druge pogledal, ali pa mogoče 2, ali pa nekaj zdaj, ampak ne. Pa probal sem gledati tudi šov, ki je narejen potem, tisto je tudi bilo slabo, ampak ja. Ja, tako da malo imajo, in jaz mislim, da del odgovora je definitivno nostalgija, del odgovora je ta dober miks, več žanrski miks. Jaz mislim, da je to pač serija, ki ima pač združuje več žanrov, grozljivko si omenil, Igor, kasneje gre vedno bolj v akcijo, kar jaz mislim, da tudi bolj logika, meni je tu bolj logika tega, da pač postavi nek konsistenten svet in konsistentne pošasti, in če ti ne menjaš pošasti v vsakem delu, vse ko je prvič prišel tale Mind Flayer, je spet bilo malo grozljivke, ne? Ampak če pa ti ne moreš ti ene in iste pošasti skozi, tudi zaradi tega tudi slasherji tako ne delujejo. Ne? Prvi slasherji so še grozljivi, drugi pa bolj že stavijo na pač na kripa, na špricanje vsega tega. Tako da mislim, da to hkrati, da je to fantazijska pustolovščina, da je mladinska, ki že dolgo nismo imeli ene take dobre mladinske serije, kjer lahko tudi odrasli gledamo in skratka enako smo entertained kot Wednesday je tukaj potem, prva kar se tega tiče, kar se tega tiče, probajo isto obseg publike dobiti. Tako, in ta nostalgija. Absolutno jaz mislim, da je to zdaj ujelo pač nas, ki smo v pravem času, da pač 80-ta so nam zanimiva z tega vidika, nekaj malega smo jih doživeli, večinoma smo se jih že mi nostalgično spominjali preko pač, ne vem, starejših, tako da tukaj je nekaj, nas je pognalo k temu, hkrati pa jaz mislim, da tisto, kar je serija ful dobro ujela ta trenutek, geekovske kulture, pač vsi ti mulci so spet malo obstranci, malo so piflari, malo so, to zdaj vidimo, pač posebej lik Hendersona je ta pač lik, ki ga mlatijo skozi zato, ker je pač drugačen in trmast in whatever, igrajo D&D, kar je v naših časih veljalo za zelo ne ravno cool dejavnost, rečemo temu tako. Ja, skratka, ima ene te momente, ker jaz mislim, da smo o tem že enkrat govorili, sem pa jaz to imel neko celo nastop v Mariboru. Meni se zdi, da sodobna kultura ful stavi na to geekovsko kulturo in Stranger Things je tako, kot Marvel nekaj časa, pač s temi easter eggi, s temi povezavami, zdaj če sta kaj spremljala, ogromno je teh teorij, kaj so vse napovedali v zadnjem delu, kaj se bo vse zgodilo, skratka, ful imaš tega možnosti, da lahko kljub temu, da je to Netflix, ki ti dumpne razen zadnje sezone, skoraj vso sezono naenkrat, imaš vseeno veliko možnosti, da razglabljaš o tem. In Netflix je tukaj našel, za razliko od HBO-ja, ki ti da epizodo, pa pol se ti pogovarjaš, ali pa Apple, pa se pogovarjaš o njej, pa razglabljaš. Ti Netflix skuša dati za temi easter eggi, z nekimi namigi, z nekimi referencami, mislim, da je bila 5. sezona, toliko polna referenc, da smo se že vsi malo zgubili v njej od vseh teh knjig in to. In se mi zdi, da je to fino naredila. Mal me skrbi to, kar je Mito zadnjič že nekaj omenil, kar smo se pač pogovarjali o tem, da pač
tem stvarem ni konca, ne? In jaz mislim, da Netflix tudi ne bo dovolil, da bi ta franšiza umrla, ne? In definitivno bo tukaj poskušal nadaljevati zdaj, a bo je to isti liki, a bo je drugi lik, a bo je zdaj odrasli, kam bo to šlo, ne vemo čisto dobro, ampak dobili bomo sicer za začetek to risanko, ko smo jo menili v prejšnji epizodi. Skratka, jaz mislim, da je ta nek kup enih zanimivih stvari se je ujelo tukaj, da je ta serija popularna, niso pa vse te stvari same po sebi pozitivne, to hočem nekako povedati. Ne? Dosti je tudi takih stvari, ki so izhajajo iz negativnega, ampak jaz mislim, da jih je pač Stranger Things kot serija dober izkoristila. No? Ja. Kaj je za tvoje vprašanje? Jaz sem pač malo tuhtam o tem, zakaj je ta serija tak hit v primerjavi z vsemi serijami, ki jih imaš. Če v bistvu ajde nadaljujem, kaj je še pozitivnega pri tem, oziroma zakaj bi ta hitič v bistvu bil še večji hit, pa recimo, da dam vprašanje, kaj dejansko je strange na teh thingsih, kaj dejansko okay. Sorry, malo preč ljubljansko bilo tole. Ja, Ti si rojen v Ljubljani, tako da? Res, ja. Jaz mislim, da tudi, če greš potem, like si omenil, ne? Če greš zgodbo pa like onkraj nostalgije za malo brati, pa razdelati, vidiš, da je tle ogromno stvari, ki so bolj trajne, no? Ne samo hipne, ne da bi jih zdaj samo zgolj in samo pripopal nekim ali nostalgiji, ali pa geekovstvu, ali pa D&D-u, ali pa muziki in tako naprej, ker so te stvari pozabiš, ne? V bistvu tudi, ali pa dodaš nove, ne? Kot Princa v zadnji sezoni. Ideja tovarištva, ideja iskrenega prijateljstva, ki ni romantične narave, potem romantična razmerja, ki se ne prelevijo v klišeje, in se lahko razidejo z nekim sporazumom, da lahko prijateljstvo osnuješ. Potem ideja, da odrasteš v seriji, ne, to, da sami liki in potem v like vidiš, ki se na strehi pogovarjajo, kakšna bodo zdaj naša življenja. Ne. Meni je v bistvu bila všeč ideja na to na strehi, kljub temu, da se mogoče strinjam, da je bilo malo preveč razvlečeno, je, da so v bistvu to že napol odrasli ljudje, ki vejo, da imajo svoje poti že projicirane naprej, svoje odločitve, ki so jih sprejeli, pa potem rečejo, to je najbolj smešno, ampak resnično zadevo, kao, dajmo se zmeniti, kdaj se naslednjič dobimo in tako, ja, odrasli ponavadi se moramo že na ta način pogovarjati, ker ni več spontanega, dobimo se na igrišču, pizda pač, ko bo. Ne? In se mi je zdelo v bistvu, da je serija zelo dobro potegnila neko to logiko odraščanja skozi, ne? Da v bistvu, mogoče na začetku si imel to otroštvo, pa bivanje v nekem trenutku, ne? In to se zelo lepo povezalo z nostalgijo, ne? Pol pa to znala pretvoriti v nek moment, ne bom rekel, da glih logičen koncept, ampak v nek emocionalni moment, ki so ga, se mi zdi, na koncu prenesli. Ne? Pa ne samo to, tisto na strehi, ne? Tudi tisto prenos, kako se že reče, žezla mlajši generaciji, ki pridajo igrati, ki je v bistvu samo scena, kako Mike gleda, ne? In si misli, vse se nadaljuje. Potem tudi, kako Hopper Mikea nauči, oziroma mu svetuje, ubrani se nečesa tako destruktivnega pa toksičnega, kot kar sem jaz naredil samemu sebi, zaradi krivde, ki ni bila moja krivda nad hčerkino smrtjo, kao, odloči se, kaj boš naredil s svojim življenjem, sprejmi, kar se ti je zgodilo in pojdi naprej, v bistvu tudi neka lekcija okrog moškosti, odgovornosti in tako naprej. Tako v bistvu ene malo morje teme je tlele noter, ki so zelo zanimive pa trajne. Ne? Ampak koliko razumem, tebi je všeč, ker je didaktično. Deloma to, ampak veš kaj, zdaj didaktično, konc je čist didaktičen, ne? To se lahko strinjamo, ne? Ampak didaktičen je zgolj zaključek. Ne? Prej ti se mi zdi, ne, koliko se spomnim, so ti organski nastavki bili tam, no? Da nekako se imajo kaj nasloniti, da ni potem res tako predavanje tam o tem, kako biti pokončen moški pa bla bla, ne? Da v bistvu res je tam štof, ki se lepo obsede na to emocionalno bazo. No? Ja, jaz sicer mislim, zelo odvisno, jaz bom tako rekel, eni liki... Eni pa ne, to se strinjam. Eni liki so rešili, jaz mislim, da, kolikor se spomnim z prejšnje sezone, je Nancy res imela ta nek lok, s katerega je bilo logično, da se bo sta Jonathanom rašla nekako, ne? Medtem, ko, ne vem, Steve se ni premaknil nikamor, ne? So pač eni liki, čeprav o tem bom še eno rekel. To, ko Steve se ne premakne nikamor, pol postane učitelj telovadbe, come on. A je bolj nikamor se ne premakneš v lifeu kot učitelj telovadbe? No, sej to. Ne da je s tem kaj narobe. Mislim, čisto v redu, lahko imaš life. In mislim, je fajn life to, ampak ni pa zdaj tako oni, ki hočejo postati artist, mislim, pisatelj.
bom se vrnil k temu, ampak še prej bi rekel to, meni se v resnici zdela ta prizor na strehi kulminacija nostalgije. To je točno ta točka, zato ker to ti serijo gledaš, nostalgija je tudi vedno neko vrnitev v otroštvo, berite si moje esej v lud literaturi, ne bom se spuščal to. V zapiske už. Ja, in pol mi je zanimivo, ker je ravno to je zdaj ta točka, ko odhajaš iz rodnega doma, zdaj še oni se vračajo, ampak na neki točki že imaš ta film, izgubili se bojo, mogoče se bojo dobili še 3-krat, 4-krat, tako kot se je nam vsem zgodilo, skratka gledaš dobesedno to, kako se končuje v resnici ta nostalgičen, nedolžen čas otroštva in vstopajo v odraslo življenje. In znotraj tega meni Steveov lok zanimiv, ker po eni strani postane tisto stereotipno cool tip iz srednje šole, ki pa ostane na istem. Ampak ne morem pa reči, da je kot lik, da se ni čist nič razvil, kako je on te otroke sprejel, kako se je v bistvu našel, naj se to ne sliši tako pedofilsko, kot bom rekel, ljubezen do otrok. Ja. Ne, se ni. Tudi to mem za laufa okrog, sem za intermezzo, kjer je Steve z chicken nuggets, six nuggets, to je neko. Ne, ima ljubezen do otroka, ampak čist kot radost otroštva. Tako. Mislim, da je to se res pokazalo v tej seriji. On je bil na začetku tak cool model, ki tam z Nancy hodi jog. Ampak glih to, ne? On ni potem tiste sorte, ko Matthew McConaughey v Dazed and Confused. Na začetku ima potencial, da bi to postal in ti pokaže, kako odraste v človeka, ki bo actually dober učitelj telovadbe, ki ga bo imeli otroci radi, ne samo zato, ker jim dovoli špricati ali pa in z tega vidika je meni njegova ta prehod logičen, hkrati pa se mi zdi fino, da serija tudi pokaže, a veš, ker vedno imaš pa to je tisto, ko imaš prizor, oziroma ko imaš fotko na koncu in piše, ta lik je odrastel, ne vem kaj. In vsi neki naredijo iz sebe, kar vemo iz resničnega življenja, da ni res. Meni je to, moram pa reči, najboljši zaključek v Animal House, kjer imaš Johna Belushija not, ki je, mislim, da ne vem, če sploh reče kako besedo, ampak dela bolj ali manj, pa pije alkohol, pa na koncu zgrabi eno žensko in odlaufa z njo na rami, ko prav človek, in potem je fotka in piše senator, kakorkoli mu ime in njegova žena. Srečno živite. Ampak hočem tudi to reči, da to seveda ni, tako kot si ti Igor opozoril, ne v negativnem. Jaz mislim, da tukaj ta neka ideja, ameriške sanje, vsi bomo neki ratali, iz nas bo, Nancy bo ne vem kaj zdaj, bo filme snemal, ne vem kaj, tam bo pisatelj. Ne, nekateri ljudje pa pač je tudi čist fajn, mislim, tudi to je bogato življenje, nič ni narobe s tem, da si učitelj telovadbe in da imaš rad otroke in da se pač delaš nekaj, kar rad počneš v lifeu. To mi je bilo ful revolucionarno, v bistvu par let nazaj je en francoski film sem gledal z tole hčerko od Serža Gainsbourga v glavni vlogi, kak je že ime? Tak je bila v Nymfomanki. Pa še v ostalih trierjevih. Se vem. No, v glavnem, ona igra glavno vlogo tam in dogaja se zadeva v 80-ih, pač tekom celih 80-ih in ona je samohranilka, na začetku pač mož gre bek in ona skrbi za otroke, proba najti nekako. In tekom filma ona razvije kariero, postane nočna pač ta napovedovalka na radiju in pač spostavlja stike z ljudmi. Hkrati pa njeni otroci, ki so zelo cool, pa vse to, pa se njen sin ne odloči, da ne bo šel na faks in ima čist normalen life lahko in nimaš tega, zdaj pa mora iti študirati. Ne, 18 je, bo se znajdu, zakaj bi zdaj mogel iti študirati? Sej, mislim, polaganje ploščice danes definitivno bolj splača, kot karkoli smo mi študirali. In Sixpack, hočeš reči Sixpack Čukur je najuspešnejši slovenski glasbenik. Absolutno. On je dejansko to poklical. Bomo šli še kar, da ne bomo čisto na koncu postili, dajmo kar še tako prek vprašanj našega občinstva. Če se sprašujete, zdaj bom še malo Anžeta ponovil z tehnične podpore, kako za vraga nam zastaviti vprašanje za tekoče epizode, pridite na Discord, ljudje. Link imate v spodaj, kliknite, prijavite se, mi tam klepetamo tudi sproti že stvari o tem, kaj bomo delali, kaj gledamo, tako da pridružite se razpravi.
boletov je, skratka, sicer bolj tako komentarji, ampak mogoče lahko tudi mi nekaj odgovorimo na to, zakaj je vojska tako zabita, se sprašuje. Razumem, da želijo to dejansko prikazati, ampak toliko zabito, zakaj je Will rabil tretma vročine, da se je znebil demona v sebi, drugi otroci so se ga znebili komod, so imeli demogorgani kolektivni dopust, pa mi je bil všeč konec, da ne bo pomote, tak Lothar 3 stil. Ja, jaz mislim, da seveda vse te lukne so, Igor je že omenil, definitivno ni najboljš, da kar strelaš tam. Nancy je Rambo. Totalno. Ja. Komandos bolj kot Rambo. Okay, tudi ful je ta poklon temu filmu Red, ki so že... Redon. Redon. Ja, vsekakor. Ful je bilo zabavno za Redon, da so se odločili v 2000 narediti remake. In so imeli ful znane igralce, tudi Thor not igra. In potem pač so na neke finančne težave naleteli v studiu in vmes pač ugotovili, da to, da je zgodba, kako to pod Kitajci zavzamejo ZDA, mogoče ne bo šla v redu skozi in porabili še enkrat toliko denarja, da so spremenili, da neznana azijska država. In pol so film lahko dali ven in je bilo za nič. Ja. Jaz ne vem, zakaj je vojska toliko zabita, ampak ful je prikladno. Ja. Mislim, da je sicer ta zadnja 5. sezona ali pa zadnji del, prav se tudi mal tudi imel ene dobre, bomo temu rekli, namige na to, kar je publika pričakovala. Ne? Jaz sem recimo sklepal, da bo Steve umrl in Steve skoraj da umre. Ja. Ujame ga seveda Jonathan, ker absolutno ona dva morata popraviti njuno razmerje. Ne? Tako da malo so se tudi norce delali, ampak te lukne v zgodbi pa so pač tako, ker so v dosti teh pač filmih, ki jih gledamo, pač vojska je ful zabita, mislim, tam jih neka srednješolka po tamani ful, na koncu, ko Eleven tam stoji in več kot očitno bo naredila samomor, vojska drži njih, da ne grejo po njo, kar se mi je zdelo tako, zakaj? Pa zakaj se vi ne premaknete, pa greste po njo, zakaj samo gledate, pa tisto traja. Mislim, moj in-universe razlaga bi bila, da v bistvu Nancy dejansko ful trenira s tisto pušo, ajde. Če se ne motim... To je pokazalo, da v bistvu ona je prek tega, da se je vrgla na orožje, prestala travme, ki jih je imela v prvi in drugi sezoni. Pa tudi v bistvu ta jeza, kako kanalizira, torej maco izjebal, sestrico ograbili in tako naprej. Ampak ne, in-universe razlaga je, zakaj so vojaki tako zabiti, ker so nacionalna garda po ameriški ustavi, v bistvu marince in ostale elitne ne smeš ti razporediti po ameriškem ozemlju. Tako da to so rezervisti, ki imajo trgovine odprte, pa pridejo v neko tripičke materne kao varovati v bistvu z neko mestece brezvezno in mogoče so pač nevešči. Se tudi pokaže onega zlobca, ki je potem iznakažen, ker mu Eleven naredi karkoli že. Zato, ker pač iznakaženost kaže iznakaženost. Seveda notranje zlo in duše, whatever, ampak tudi njegova prva glupa stvar je, ko je v bistvu opazil, da oni gredo v tisti laboratorij, pa mu še desetar zraven reče, nič bom poklical Lindo Hamilton, pa on reče, ne rabimo one prasice zraven, mi bomo to rešili sami. Takoj že, ti si budala, pa zelo pripravljeno seveda za zgodbo. Plus, da pol rabijo tak, ne vem, 20 ur, da rešijo to sami, ker so tak, videli ste jih, kaj tako dolgo rabite, da pridete tja. Jaz mislim, da to ameriško vojsko ne smeš resno jemati, kot prvo kanon futer je, kot so pač ponavadi Švabi ali pa Rusi ali pa Kitajci ali pa ostale neimenovane azijske države. Ali pa orki. Ali pa orki, seveda. Tako da to bi bil moj in-universe odgovor. Jaz pa tudi nisem čisto razumel, zakaj so vsi to začarali, da tam ni bilo demogorgonov v ta drugem svetu. Skratka, ker mislim, da je tudi tisti Mind Flayer je zelo zaprašen, na pol je že posušen, tamle skratka, ker izgleda kot drevo na začetku. In jaz mislim, da jih je, ne vem, on po tamanu pa jih pojedo, karkoli pač on počne več kot očitno, je Mind Flayer kriv za to puščavo. Tako sem si jaz nekako predstavljal, da je ta planet uničen in ideja Mind Flayer je seveda, da on zdaj pride do novega planeta, ki ga bo lahko pojedel. Jaz sem tako razumel, pa da so demogorgoni mogoče kao res samo prisotni v mostu, tako, bridžu, da je on tja pripelo in to je, da pač voni x dimenzij jih pač pa ni. Tako da upam, da smo vam to skratka kaj razložili. Potem pa je Kurumo,
Curumo, ne vem, kako je to Kurumo. Ja. To je ena Hello Kitty friend, Okay. zajec, Kurumo. Wow. No, vsak dan se naučim kaj novega, hvala Igor. Pa pravi, liki v seriji črpajo moč v marsikaterem trenutku iz svojih fantazijskih likov, ki jih igrajo v D&D kampanji in si situacije razlagajo in interpretirajo na podlagi igre, kar privede do osebnega razvoja v njihovem real lifeu in pa tudi do notranje moči, da se soočijo s svojimi strahovi, pomanjkljivostmi in željami. Recimo Holly je tak primer, ne? Torej, igranje fantazijskih vlog pa to in njihov vpliv na osebnost. To ga skratka zanima. A se vam trem zdi ta koncept za lase privlečen, idealističen, optimističen, ali pa imate kako igro izkušnjo, ki je vam pomagala oziroma imela podoben efekt na vas kot D&D, na Willa, Miho in ostale? Če ja, kateren mogoče kak primer? Tako zelo zanimivo vprašanje. Ja, jaz sem včeraj tuhto Igor, no, ti si... Ja, ne, mislim, jaz nimam toliko z igrami, kar pač z Monopolijem ali pa težko skozi spraviš, ampak z branjem knjig. Kako da ne, mislim, tvoje 6 stanovanj, ki jih vdajaš v Ljubljani, govorijo drugače. To bo na tvojem nagrobniku pisal Igor Harp, mojster Monopolija in veleposestnik. Še vedno ima kartico za izpust iz zapora. In taksi služba. Zdaj so univerze, so taksi službe v Novi Verzi. Tako dalje smo prišli. Jaz sem še v 80-ih. Ne, branje knjig vsekakor. To vlogo, plus pač vedno, ko pomislim na ono tisto znano vprašanje, ne, ko ne veš, kako se odločiti, what would Jesus do, jaz pomislim na Jezusa, ker what the fuck. Jaz mislim, kaj je moj fotor, moj fotor je ful drugačen, kot jaz in pač karakterno sva si čist druga človeka in dostkrat dobim čisto eno drugo perspektivo na stvari in to mi pomaga, ampak predvsem pa mislim, da skozi branje knjig, da sem ogromno osvojil drugačnih pogledov na stvari. Ja, Mito, ti vržeš 12-stransko kocko, domnevam vsakeč, ko se kaj odločaš. Ja, a grem kakat ali ne. Kaj imaš 12 opcij pri greš kakat? Kam greš kakat? Kako? Viskoznost. Ja. Lej, pač ima sabo pač primer, kako se že dame buklet. Pač. Čakaj, v bistvu, da torej vprašanje je dvodelno, ne? Eno je najprej, meni se zdi v bistvu uporaba D&D likov ali pa teh sprečitev, kjer si ti lik narediš, koliko to poznam, ker res nisem bil pogost igralec, ne? Pripravljen okvir za to, da v bistvu mogoče kaj razdelaš. Bolj se mi zdi, da je v bistvu to za čarobno ali pa za to serijo, ker nekako pokaže na neko določeno domišljijo, ki ti otroci premorejo, pa na tovarištvo, ki jo v bistvu preko igre lahko potem tudi selijo navzven, na njihove dogodivščine. Ne. V bistvu tudi zadnja scena, ki se oni v bistvu, veš, kako Mike preko zgodbe, preko domišljije upelje to alternativno razlago, kaj bi se z Eleven lahko zgodilo. Se mi zdi, da nekako krovna zgodba, potem tudi njihovega tovarištva, prijateljstva, kaj liki pomenijo, tako naprej. Ker v bistvu iskreno povedano, zdaj, če me vprašaš, kdo ima kakšen character class, pa tako naprej se niti ne spomnim toliko. Bolj mi je pomembno, da se oni pač družijo okrog tega, da je to njihova središčna točka in da so v bistvu prijateljstvo zgradili okrog tega tudi, ne, da v bistvu kako so se naučili probleme v prvih sezonah reševati. Ne. Mislim, da se Lukas pa Mike nekaj kregata in v bistvu Dustin potem not skoči in imajo celo pravila, ne, da sta se zmenila, da si morate dati roke. Veš, taka stvar je taka pozitivna stvar v nekem prijateljstvu, ko imaš v bistvu pravila narejena in to je mogoče neka taka stvar, ki jo lahko od D&D-ja povzameš. Ne. Drugi del vprašanja pa je, če sem jaz imel takšno izkušnjo, bi rekel da v bistvu mogoče bistveno boljši učitelji so mi bili knjige pa video igre, zdaj v bistvu D&D sem se bolj učil preko Baldurja pa akcijskih RPG-ov, zdaj če bi tako rekel, ne? Za moja domišljija je bistveno bolj preko slikarstva pa knjig pri meni bila nabita, no? Za, kako ne rečem, bolj, en bombonček bom dal noter, meni so se na primer zdele najbolj zanimive za karakterno otroštvo, za otroštvo pomembno, tisto, ker se moraš nekaj odločiti, recimo časovni stroj. Ne? Neka taka stvar, ko si v bistvu postavljen pred problem, ti si, koliko sem bil, 12 let star, da bi je to neka čista egzotika, naprej spomnim se nekega japonskega
Japonska zgodba je bila, na koncu prideš na nekega Bushido mojstra pred jamo in ne veš, kaj narediti z onim mečem in pač si imel izbiro. Pač taka stvar se mi je zdela takrat pomembna, pa tudi za nazaj, ko sem spomnil, zakaj si se odločil takrat tako, pa kljub temu, da si šel nazaj, pa si malo prelistal, pa si bil tako, tako se zgodi. Tako da, knjige. Civilizacija tudi, igra. Viš, nikoli nisem špilal, nimam talenta za to, ali te strateške variante, ali pa da gradiš svetove, to mi nikoli ni šlo dobro, ampak štekam pa, zakaj. Nekaj tam se prav odločiš, ali bom zdaj razvil pisavo, pa bo mi pomagalo pri tem, da lahko prepričujem sovražnike, ali bom pa razvil to orožje, pa jih lahko potamanim. Jaz se moram strinjati, super si mi to povedal, jaz mislim, da pač domišljija je tisto, jaz mislim, da tukaj pri vsem tem ne gre niti toliko zakaj, da je to D&D, lahko so knjige, tako kot Igor rekel, tako kot ti rekel, lahko so knjige, lahko je marsikaj, ampak bolj važno je ta domišljija. Jaz mislim, da tukaj pač to, kako oni prikažejo, kako pomembna je domišljija, neko domišljijsko doživljanje, tudi za prijateljstvo, tudi zato, da ti z resničnim svetom operiraš, kaj šele z neko zdaj tu v tej seriji seveda fantastično situacijo, neke ogroženosti, znotraj katere se ti lažje znaš. Jaz zase bom pa omenil, ker sem zdaj ravno prebral knjigo Morbidly Curious, kjer postavlja pač avtor tezo, da nam grozljivke pomagajo tudi pri soočanju z resnično neko grozo v življenju. Bom rekel, da zdaj, ko sem malo razmišljal o tem, pa koliko sem jaz imel tudi že v otroštvu rad grozljivke, tudi sam moram reči, da mogoče me pa v življenju res to naučilo, da v neki ekstremni situaciji nekega nasilja, ki sem ga tudi jaz doživljal kot otrok, medvrstniškega nasilja, da sem lažje se s tem soočil in samim sabo znotraj tega, zakaj me je bilo tega toliko strah in kako, in tudi nenazadnje lažje sem predelal te travme, ko sem gledal grozljivke in v bistvu se postavljal v neko situacijo, v katerem lahko strah doživljam na varen način in doživljam neke situacije, ki bi me drugače v resničnem življenju so me ohromele do nekega trenutka, potem pa na neki točki ne več, mogoče preko tega. Tako da se strinjam, jaz mislim, da domišljija je nekaj blazno lepega in ljudje berite, špilite D&D. Omenimo še eno stvar, ki mogoče tole zalike, tudi moja izkušnja je bila takšna, njihova strangeness ali pa posebnost, kakorkoli, tega, da oni igrajo, to za njih čudaškost je bila vse tudi pri meni, pa mislim, da deloma lahko tudi pri tebi, Aljoša, ko smo špilali Magic the Gathering karte, v bistvu ti, torej, da imaš domišljijo, da imaš nekaj posebnega, ni dovolj, ti moraš to tudi z nekom deliti. In da pač lahko razviješ kolegijalnost, prijateljstvo, pa tovarištvo s temo. In kljub temu, da te v bistvu poševno gledajo, mi smo v Koln Kišti špilali, ti so za mizo, ker folk tretji piri že tam žulo, pa gledajo, what the fuck, ti spoh špilaš, pa bolj ko mu razlagaš, kaj gre, pa bo manj jasno, ampak dobro. To je neka posebnost. Mislim, da tudi tem likom v seriji se to zdi kot dobro mazivo za to tovarištvo. Tu, če lahko vrnem samo malo zadevo na to, kar smo se premenili o Stevu. Steve nima nečesa takega, on nima domišljije, njega zanima njegov bemfel, pa punce, pa frizura. In potem pa rabi te prijatelje, da prek njih osvoji empatijo, ki se mu posvetijo in mu razložijo, tako kot Robin, tako kot Henderson, kako so oni drugačni in se jih on nauči sprejemati prek tega, ker nima nečesa takega. In to se mi zdi, da je zelo v redu v tej seriji. Absolutno. In jaz mislim, da je to tudi super sporočilo, ne nazadnje, kar sta zdaj povedala, ker jaz mislim, da dostkrat, ko se sprašujemo, nekaj imaš te razne manijake, ki postrelijo razred, ki se zgodi in potem si, igral je nasilne videoigrice, igral je ne vem kaj. Jaz mislim, da točno to je razlika, domišljijo razvijaš, ampak domišljija mora biti tebi most do drugih. Empatija ni dovolj, če nimaš ti tega, da ne deliš, pa nekako ne uporabljaš te empatije. In potem se res lahko ti izgubiš v nekih čudnih svetovih in v nekem svojem svetu, če to samo zase sam živiš v tem noter. Tako da super. Upam, da ste zadovoljni z našimi odgovori in upam, da to tiste, ki še nikoli niste nič vprašali, pa niste bili na Discordu, spodbudi, da pridete tja in nas kaj vprašate za naslednje epizode. Igor?
Ja, jaz bi zdaj še predlagal, da glasujemo, kdo misli, da je Eleven preživela in ne, in glasujemo z dvigom roke. Amo v tišini, da glasujemo. Zabeleženo. To je za, naj dvigne roko. Jaz mislim, da zdaj je tukaj pač vprašanje, jaz mislim, da je sicer igralka dokaj iskana in da je vprašanje, vse je odvisno od tega, kako bo njen naslednji projekt šel skozi. Če bo nek uspešen film, serijo, ne vem kaj, ne vem, če bo tako vesela, da se glih vrne nazaj v franšizo, če pa ne, bo pa z veseljem pobrala ta money in šla nazaj. Ne vem, jaz tukaj, meni je všeč, da je odprto, da ne veš, a si zdaj to on zmišljuje, ali je to res. Mal je tudi nekateri pravijo, to sem se še spomnil, da ne pozabam, končni prizor, če sta malo vztrajala pri napisih, se pokaže D&D knjiga in se zapre. Nekateri pravijo, da je vse skupaj, cela serija, seveda si lahko kampanja. Razlagaš, zakaj pa ne. Ne vem, meni je bolj všeč, da je odprto. Jaz bi pustil tako, če bojo že delali odvode, naj delajo druge reči. Ok, naj delajo Nancy, da gre, mislim, naj se tam nekaj dogaja. Eni pravijo, da Hopper pa zdaj kaj omenja, da se bo ta selila tako, in da bo, že tam? Tam nekaj ne bi bilo, Tak, zaradi mene, jaz bi pustil Eleven v tem limbu, a je mrtva ali ni. Meni je to dost boljši konec, kot pa definitivno umrla je, ali pa definitivno živa je. Mislim, meni se je zdelo, da je čist preveč jasno nakazano, že tam, ko ona umira in kar se zmenita, da ona preživi. Aha, se ti je zdelo, da je tok? Ja. Očitno. Povsem. Okay. Ne vem, mislim, serija je svoj čas, tudi, mislim, zna slediti klišejam, zna jih tudi podirati. Tako da meni osebno je všeč odprtost. Mislim, za razliko od kaj že Tom Cruise, Spielberg film, ki je v prihodnosti Minority Report. Minority Report ima dva možna zaključka, kak si pač razlagaš, in tam je borderline to sprejemljivo, se mi zdelo, da lahko rečeš, ok, oba sta možna, ampak je dosti jasno, kter je. Tukaj pa se mi zdi, da nista toliko subtilna kot Spielberg niti. Spielberg ni najbolj subtilna. Res ni. Rdeča obleka. Ne, mislim, mene ne moti ta odprtost. No. Res dejansko se mi zdi, da je to čisto ok zaključek na ta način narejen. Ker to, da se franšizi odpira toliko poti, kljub temu, da jo filajo že z igrami, pa stripi in ne vem že čemu, zelo zdaj narejenima. Knjige, gledališka predstava, pa ne vem kva še. Jaz osebno ne rabim tega. No, zdaj pa folk, če želi to do amena razglabljati, mislim, da tu online prezenca ali pa neki forumi so čist fan za to, tako da ne rabim pa imeti cele produkcije okrog tega zgrajenega. Jaz osebno ne. No. Sej, jaz tudi mislim, da tako. Mislim, najslabše bi bilo, da ne vem, Mike odide v Italijo in potem sedi v neki restauraciji in potem sosednjo mizo pride Michael Caine. In pride Eleven z fantom in si tako pokimata. Jaz mislim, da ne rabim tega. No. Tudi Batman bi bilo čisto ok, če pač ne bi vedeli, kaj se mu je zgodilo. S tisto bombo reveš ubogi. Šel spoilet Batmana, stari. Kdo od vas, ki nas posluša, ti ni gledal Batmana, sami ste si krivi. Tako da, ne, meni je to, kar se mi zdi, da odprt konec, ajde, dajmo ker si omenil Sopranove, recimo. Meni je recimo Sopranovi konec tudi čisto ok, pač slišiš ustrel, kaj se je zgodilo, kdo je koga, a je mrtev ali živ. Ne veš, pa zakaj bi mogel vse imeti vse točke odgovore, treba končati, ni nujno, da končaš tako, da so vsi happy. Lahko končaš tako, da si tudi vstopil si v njihov life, ko je bil nekje sred nečesa. Ne? Ja, ker mislim, ti narativni zaključki so predvsem na mesto, zakaj bi jih v bistvu potem rahlal tukaj ali pa probo drmat, no ne vem, na Discordu sem namenoma omenil, da v bistvu kao All Good Things v Star Treku je meni odličen zaključek serije, zato ker nekako poveže vse niti, ki jih je serija premogla, glavnega lika postavlja v spredje, ga meča v različne časovne okolja in naredi lepo pentljo, medtem ko potem Picard, ki se vrača v to nazaj, pa praska potem, pa še enkrat karte meče noter na koncu, se mi zdi parazitirani na tem. In če bi tukaj Stranger Things isto počel, zakaj? Zakaj? Slabši rezultat boš imel, dejansko boš imel slabši rezultat. Ja, tako da, dajmo, mislim, zaradi mene delte
spin-off pa je Steve z temi otroci Holly in taj, kar so zdaj noli in bo on spet on suck my fat one. Sploh ne vem, kako mu je ime, ampak... Derek. Derek je točno, ja. Okay, no. Ker se dere. Ja. Delightful Derek je za ponovno. Ja, delightful Derek, absolutno. Bi bilo to čisto ok, ne bi pa pogreval te zgodbe, jaz mislim, da tukaj res lagemo dalje. No? Kakokoli že. Tudi vprašanje, ne vem, nikoli ne razumem jaz v resnici tega, no tudi v končni fazi, mislim, razumem tega z finančnega vidika, ne? Ne, edino, ker se je meni recimo zdel super spin-off in ideja, zakaj, je bilo Rogue One. In tudi kak je narejeno in vse to. Ker res, to pa je tako vprašanje, ki te zanima, kako so oni to dobili, je tu dobra zgodba zadaj, ja, fucking je. Viš, mene pa ni. Edino, kar me zanima iz te zgodbe je Andor, ko je prišel. Ampak sej, Andor vodi k temu, to je tudi bilo krasno narejeno, vse super film tisto. A veš, mislim, to je tako zelo Star Wars varianta, ne, da v bistvu se res moraš na zadnje podrobnosti... Je ni, ne, ker vseeno, če pogledaš Solo, kak je dobo on ne dice, that's fucking stupid. Ja, ampak tukaj pri Rogue One pa grejo v to. Tu samo, kak so dobili on načrt in pač dobiš ozadje... Se ne zanikam, Rogue One je čisto ok primer, Andor, ki je še boljši, boljši, ne. Pol imaš pa obilico fandoma, oziroma cel Wikipedija tega sranja je, kamor se zateče Star Wars za to, da razlaga najbolj butaste stvari. Yeah. Na koncu sem spraševal, a imajo Hati oziroma kaj je Boba Fett, kaj že... Jabba the Hutt, kakšno teksturo kože ima pizda. Veš, boli te patka. No. S čim se češe Čubaka? Ja, to še to je. Krtačo ali glavnik? A uporablja sobrino. Samo za konice. Dobro, vidva nehite zdaj. Smo hoteli še kaj o seriji, sezoni ali pa seriji kaj povedati, še smo kaj pozabili. Ne, mislim, da ima kdo kako kocko 12 stransko, da jo vržemo, pa se odločimo. Mogoče 20 stransko, pa boljš pokaže. Yeah. Ne vem, mislim, res zanimam, mislim, da se bom letos mogoče še enkrat res k njej vrnil, pa probo še enkrat obrniti. Okay. No. Da vidim, kako je, če res drži kot celota, ko daš na mahno. No, to bom jaz tudi, slejko prej bom se tega lotil, pa še enkrat pogledati, čeprav zdaj bom verjetno kakšno drugo, no, že dolg me, ravno Sopranovi, ki smo jih danes že omenili, me rajcajo, ker to sem pa res gledal skoraj sproti, ko je izhajalo, tako da je tega pa zdaj že res veliko let, no, tako da mogoče bi to še enkrat, da vidim, če stvar drži vodo. Super, hvala, da ste nas poslušali. Stranger Things bomo videli, če bo kakšen dober odvod, mogoče še kdaj delamo vseeno stvar in zdaj smo pri, kaj smo gledali, brali, špilali in poslušali in kot zmeraj začne Igor. Igor, kaj si kaj lepega počel zadnje dni? Torej, gledal sem ta teden v kinu Marty Supreme in ful priporočam. To je film Josha Safdija s Timothyjem Chalametom, ki igra ping-pong in do Timothija Chalameta imam še večje spoštovanje, ker tip je očitno insane, zato ker poleg tega, da je delal Dune in ne vem kaj še vse in se je naučil tole igrati kitaro in pet kot Bob Dylan, je 7 let treniral ping-pong, zato da je lahko ta film odigral in je fucking ping-pong mizo tovoril sabo, kamorkoli je šel in je vadil in je res dober. Ampak ni film o športu, to je film o prevarantih, to je tak Uncut Gems, samo s ping-pongom pa z ful več humorja. Okay. Tako da ful priporočam in je v kinu trenutno. Drugače, gledal sem The Carpenter's Son, to je tak žanrski film, ki ga moram omeniti, božičen, oziroma ni prav božičen. Oziroma začne se z Jezusovim rojstvom. Božično velikonočen. Ne, se zaključi, je 10 let star. Ne. Torej, Carpenter naslovni je Jožef, igra ga Nicolas Cage, Marijo pa igra FKA Twigs. Film ni posebej dober. Ne, te verjeli. Pa včeraj sem gledal kandidat za najslabšega filma leta, vrnitev Žikine dinastije. Skip. Ne, to je tako slabo, da pač cel film gledaš, noben se ne smeji, poln kino je. Pol je eno hilarija zadeva, ker imaš, ki je rip-off hostarja, po mojem ne namenom, ampak vseeno, in imaš enega tipa, ki meni, da zna rusko, ampak govori srbsko,
tako da zveni rusko in je hilarious, minuta pa pol. In pol je po 83 minutah konc in rečejo, aha, zgodba je šele na pol, se vidimo v nadaljevanju in si tak, ne, zakaj? In pa dobiš trailer. Ne sili, da pogledaš. In pa dobiš trailer. Tako da, ja, sem pa gledal dobro zadevo in to je Department Q na Netflixu. In sicer gre za detektivko, ki... Mislim, da to Q Department iz Bonda. Ja, ni. Basically, dogaja se v Edinburghu. Ja, začetek je full hardcore, tak neki pač nek vlom je bil, eni policaji grejo pogledat not in potem tak bum bum in je tako fuck it, brutal. No in potem glavni junak, ki ga igra Matthew Good, preživi in potem zato, ker ne more aktivno delati, mu dajo, da naj razrešuje on stare primere. In je ful dobro narejeno, ker celo prvo sezono pač tako različne like rihta in da se potem pač združujejo, da bojo tu delali za njega. In potem misliš, da ker omenjajo, da bo imel eno advokatko, kao to tožilko, da bo tudi delala, ne? In potem misliš, to bo tak, jo spremljamo cel cajt, ki za izgubila glihkar. Misliš, ne, ona je tisti primer, njo ugrabijo in potem to razrešuje. Je ful dobro, zelo dobro posneto, ful perfekt škotščina, ko dejansko razumeš, ampak ima tisti privdih, pa podnapise rabiš glihtak. Da hegsak. Ja. Je pa to temelji na romanu Jusija Adlerja Olsna in sicer mislim, da je Komora slovenski prevod, se da dobiti v knjižnicah, mislim, v knjigarnah ni več, 10 let nazaj šlo. Okay. In ful priporočam, res zelo dobra detektivka, težko je odložiti. O tem bomo več v naslednji epizodi, prejmo dalje. Eleanor Catton Burnham Wood, to je knjiga, ki sem jo prebral, Eleanor Catton je avtorica, Burnham Wood je naslov knjige, to je prva knjiga, ki sem jo prebral letos in basically sucks to be vse ostale knjige, ker to je fucking brilliant. In gre o aktivistih, ki pač neobdelano zemljo na Novi Zelandiji dajo gor, pač vrt naredijo in potem se spečajo z enim milijarderjem in imajo moralne dileme in on je zloben ali pa mogoče ni in ful dobro narejeno, res totalno priporočam to knjigo. In potem sem prebral en super fantasy, o katerem bomo še po mojem govorili, in sicer Kekec 4, kar je napisal Marko Radmilovič, in je zelo dober fantasy in pri njemu se tako zelo lepo vidi, ti si pa bral Lord of the Rings in ti je bilo všeč, ti si pa bral Vinetuja in potem na eni točki celo, Star Trek, valjda imaš Star Trek reference, nekomu je ime Jean-Luc, ne bom povedal komu, ampak en od znanih likov iz Kekca mu je zares ime Jean-Luc. Okay. Ja, Jean-Luc Bedanc. Jean-Luc Pehta. In špilam Cyberpunk 2077, ki je Okay. Ja, zdaj, ko je update, ne kreša. Ampak zdaj sem si jo nabavil, ko je update, ne kreša. No, super. Mito, ti si na vrsti. Jaz sem pogledal One Battle After Another in je vsaj meni film leta. Več o tem v prihodnji epizodi? Ja, vsekakor. Dosti je bilo že povedanega od tega. Priporočam Jurčev zapis na MMC-ju. Bom pa dodal svojo stvar tukaj, kar je meni najbolj pritegnilo. Kot prvo, ni mi bila niti za sekundo dolgočasna zadeva, niti malo razvlečena. Predvsem Anderson se mi je izkazal kot veliki mojster geografije pa držanja napetosti, akcije, kako v bistvu preprosto in organsko se zna premikati med prostori, geometrijami, kako like v bistvu umestiti, potem jih malo počakati, jih posedeti, pa zopet dvigniti nazaj, zopet popeljati akcijo naprej. In to se zgodi tako hipno, tako organsko, da te enostavno preseneti, kako si se najprej znašel v policijski postaji, potem se pa že v puščavi in sploh ne veš, da se ti je zgodil. In je čudovita, čarobna zadeva, zraven vsega političnega messagea, ki se zgodi, zraven seveda odlične igre, zraven, mislim, Sean Penn
DiCaprio, Benicio, pa tudi hčerka, mislim, da si vsi zaslužijo vse lovorike, ki jim pripadajo, zraven režije pa scenarije, tako da res odlična stvar. Okay. Potem pa sem pogledal, zahvaljujoč se predoglednikom, ki nam jih kot podcast obod ponuja Warner Brothers, torej The Night of the Seven Kingdoms, ki pride ven 18. ali 16. januarja, tu nekje. Zdaj enkrat. Mi imamo že napovedano epizodo o tem in bomo snemali. Jaz pa moram zdaj ful paziti, da ne kvarim. Ja, jaz mislim, meni je bila všeč kot prvo. Okay. Kot drugo, to je zelo kratka zadeva, ki je zamejena zdaj na 6 epizod po 30 minut, cirka. Predvsem mi je pa všeč dinamika med glavnima likoma, odlična igralca sta oba dva. Všeč mi je, da je zamejena zgodba, napram teh dveh glavnih, ki jih imamo v Game of Thrones in pa House of Dragons, ki se dogaja vse povsodi, je tle bistveno bolj zamejeno geografsko, pa všeč mi je predvsem pogled od spodaj navzgor, ker tokrat imaš pa nekoga, ki ni plemenite krvi, ki se v bistvu mora spopasti z feudalizmom oziroma z feudija, z temi plemiči, malo preigrati to stvar, ki se jo oni gredo. In je nekako malo marksistična, bi celo rekel. Zopet sicer sem malo pogrešal fantazijske elemente, te opevane fantazijske serije, ampak to je pač srednji vek v Martinovskem svetu. Pa tudi prinese nove elemente, vizualne elemente, ali pa režijske, scenaristične prijeme, ki jih do zdaj ta franšiza ni poznala. In fani Guy Ritchija boste zelo potešeni. Torej Madonna nastopi. Ne, razen če ona zmaj. Super, ko me čakamo. Torej. Tudi o tem bomo še govorili nekaj v naslednji epizodi. Jaz sem pogledal za Silvestrovo Oceanove, skratka vseh 1, 2, 3, 4, 5 filmov. Gledal sem namreč tudi original iz 1960, ki ni tako dober. Mislim, da je tale priredba Soderbergova z 2:1 boljša in da je ta tudi najboljši film od vseh. Pri ostalih me je začelo ful motiti, da se ful stvari dogajajo v offu, pa da se zelo zanašajo na visoko tehnologijo, na neke neobstoječe stvari, kot je hologramski prikaz jajca. Kak se ti je pa zdel tisti revolucionarni odvod sindikalistični? Tisto je bilo fajn, to je v 13. Tako, so 13. Tisto je bilo najboljši del tistega. Ja, tam je fajn. Drugač pa pa tudi tele ženske na koncu mi je bil celo primer zanimivejši, oziroma ta hajst je bil spet fajn, ampak mislim, da so jim preveč likov je bilo, pa nekako se niso znašli noter, pa dialogi so katastrofalni, kljub temu, da je Kate Blanchett noter in sem zelo užival. Blanchett. In pa od serij sem pa pogledal Film Club, ki ga imate, mislim, da še vedno ga imate na RTV 365, če želite pogledati, romantična komedija o fantu in punci, ki gledate filme in filma nobenega ne vidiš, vidi se, da niso dobili denarja, da bi niti ene ne prikazali, ampak na začetku je on oblečen v Ripley in je vse opremila kot vesoljsko ladjo in gledata Aliena, zato ker je njegov najljubši film. On se seveda seli nekam in poleta njuna drama ljubezenska med njima, ona je tudi ima, kako se te reče, agorafobijo, oziroma kakorkoli že ne more ven izbajati. Ja, agorafobija. In tako, čist luštna zadeva, mislim, da je 6 delov, tudi nekaj pol urce malo več. Okay. Se pravim, na RTV-ju še vedno. In pa pogledal sem North Shore, to je pa BBC-jeva kriminalka, umre otrok, punca enega neke britanske političarke in skratka Britanci pošljajo svojega agenta, ki ga igra tale iz Game of Thrones, kaj je že bil ta pameten Jon Snow, najboljši kolega, no? Ja. Sam, ga igra in skratka gre v Avstralijo in pomaga tam in seveda so neki nesporazumi med avstralsko in britansko policijo, med njegovim načinom dela in njihovim načinom dela. Skratka, ampak taka zelo zanimiva kriminalka, lahko jo najdete kje na spletu, verjetno. Ljudje in ljudine,
Poslušali ste 242. epizodo podcasta, ki sliši na Mejo Bot, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F-Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor, nič ni narobe z učitelji telovadbe harp. Mito, stari smo Gegič in Aljoša, ljubezen do otrok Harlamov. Tole epizodo smo posneli pri meni doma, zato se zahvaljujem predvsem svojim sosedom, da niso sesali, zabijali ali zvonili, ne nujno v tem vrstnem redu. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljate, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nanj preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno, lepo prosim. In če ste ob zaključku serije Stranger Things jokali, ker se morate znova vrniti v svoje odraslo življenje z nehvaležno otročjado, čustveno nezrelim partnerjem, krediti do smrti in dolgočasno službo. Potem hitro spet daljinca v roke, na pretočnikih je še ogromno čudovitih eskapističnih vsebin in če ne veste, kaj izbrati, izberite serijo ali film, v kateri smo posneli epizodo. Tako bomo zmagali vsi, naši tehnogospodarji, ki jim plačujete naročnino, da jo vlagajo v vojne, vi, ki lahko za nekaj ur zvečer odklopite od svojega življenja in mi, ki nas brezplačno poslušate. Kaj imamo pravzaprav mi od tega? Čakaj, res ne vem. Aha, vsebine, glej, koliko vsebin. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Skyju. Zaenkrat tudi če na Twitterju še vedno vztrajamo, oziroma X-u, vsekakor Discordu. Poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kaj novega v žanru na platnicih, na platnih, med platnicami, tako, in na ekranih o naših epizodah in krvavenju iz nosu. To je bila že 242. epizoda podcasta. Hvala vam za vašo pozornost, se slišimo znova čez teden dni, ko bo na sporedu epizoda o najboljših stvarih iz leta 2025 in najbolj pričakovanih stvarih iz leta 2026. Hvala. Ja, to sem kar odrezal. Hvala. Hvala. Evo, vprašanje. Komu, njim, ljudem? Ne, nasploh. Nasploh če si pripravljen umreti na tem hribu, a si pripravljen teči po tem hribu?